Tako, hvala vsem sodelujočim in naš prapor je uradno razvit. Veselimo se, ko ga bomo lahko občudovali in nas bo predstavljal na vseh, tako veselih kot malo manj veselih dogodkih. V imenu Čebelarskega društva Filip Žagar se zahvaljujem občini Brezovica, ki je omogočila samo izdelavo prapora. Prav tako pa se zahvaljujem naslednjim darovalcem žebljičkov. Tomaž Brozovičar, Roman Marinko, Franci Kozjek, Miro Jamnik, Janko Židanek, Bernik Martin in Anton Sojer SV. Brez vas, darovalcev in vseh članov v društvu Samorazvitje ne bi bilo mogoče. Dragi čebelari in čebelarke, nastopajoči ter ostali udeleženci, še enkrat hvala. Hvala, ker ste s svojo prisotnostjo današnji dan obarvali v prave barve. Zahvala gre tudi vrtnarstvu in cvetličarstvu Filipič, ki je dvorano okrasil čebelam bolj prijazno. Hvala pa seveda tudi glasbenikom Luku, Petri in Ani za lepo izvedene glasbene točke. Ob koncu naj vas v lepe ritme še lepše Slovenije zaziba pisem Slovenija, odkot lepote tvoje. Tukaj pa vidim še enega posebnega gosta, ki maha z listkom. To pa je predsednik Čebelarskega društva Meline Kraljice Slovenije, Branko Bratuščak. Lepo vabljen gor. Člani društva Filip Žagar. Iskrene čestitke o razvitju prapora in naj vam dolgo služi. Pa zdrave čebele. Poštovane čebelarke, čebelarji, gostje, predsednik društva, posebej Medena Kraljica, vidim, da je danes v vlogi voditeljice, opravljevalke, praporščaki vsi, gospod Ljubnik, gospod podžupan, gospod župan, predsednik društva. V imenu društva Medena Kraljica prav lep pozdrav in hvala za povabilo. Iskrene čestitke še enkrat v razvitju praporja in vse dobro vašim čebelam in vašim družinam. Dovolite, da spregovorim nekaj besed in predstavim našo krajino, odkode prihajamo. Prlekija. Mesto Ljutomer se prvič omenja leta 1249 kot Ljutomer. Že po srednjem veku je slavel po vinu Ljutomerčan. Prvi slovenski tabor, kjer je leta 1868 zaživela ideja o zedinjeni Sloveniji, zahteva po prvem slovenskem taboru, slovenski jezik, šole, urade in bogoslužje. To je bilo prvo slovensko množično narodno politično zborovanje. Prva splošna kmetijska zadruga Ljutomer, ustanovljena prva hranilno-kreditna zadruga v Ljutomeru 1872. leta. To so bili prvi zametki zadružištva, ki je pozneje vodilo v razvoj uspešnih mlekarskih zadrug. Prlekija se je ponašala za zelo razvito konjerejo. Na Cvenu je bila žrebarna, kjer so za avstro-ogrsko vojsko zrejali ljutomerskega kasača. Sled tega so na Cvenu bile leta 1844 druge konjske dirke, takoj za Dunajem. Prvi slovenski film, Karl Grossmann, slovenski odvetnik in pionir slovenskega filma. Leta 1905 je posnel kratki film Odhod z Maše v Ljutomeru, leto pozneje pa še Sem po celem Lotnaki in še film Do domačem vrtu. Na spomin Grossmana vsako leto v Ljutomeru prirejamo festival fantastičnega filma in vina in ga imenujemo Grossmanov festival. Prva samopostrežna trgovina v Jugoslaviji je bila odprta leta 1958 na Miklošičevem trgu v Ljutomeru, v Ljubljani leto kasneje. Ponosni smo, da imamo eno izmed najboljših gimnazij v Sloveniji, gimnazija Franca Miklošiča. Imamo najlepše vinorodne okoliše, Ljutomersko-Ormoške gorice, kjer raste naša trta in zori najboljše vino na svetu. In Pelješko Tujnko, ki je zaščitena nagovna znamka. Ponosni smo na naše prednike, ki so orali vino na slovenskem prostoru. Naštejmo nekaj: Franc Miklošič, Stanko Vraz,
Anton Korošec, Edvard Kozbek, Anton Trstenjak, Peter Dajko in Janez Kuh. Hvala jim in hvala vam za poslušanje in naj medi. Našo medeno kraljico, ki bi danes mogla biti v Posavju popolni, ker bo še do avgusta pride nova, ki pa ne bo, pa bo podaljšala, prosimo. Pa hvala, ker si bila tako pridna, pa tako fletna, pa še naprej ostane. Malo naše hvala. Predsednik društva, tudi za vas nekaj. Hvala lepa, Branko. Tukaj imam kilo kruhe, tako da lačni danes ne bomo. Res še enkrat hvala vsem za tako lepo udeležbo. Prostave še ni konec, poslušajte še lepo pesem Luka Čamernika. Na koncu pa ne pobegajte iz dvorane, ampak prosim, malo se nasipite, če že niste jedli, pa malo se podružite med sabo in naj medi.